In prehajamo na 7. točko, predlog zaključnega računa proračuna občine Kamnik za leto 2023. Predlog zaključnega računa je objavljen v gradivu številka 10/1, predlagatelj župan, poročevalci pa, hvala za poročilo, poročevalci pa Marija Kos, Bogomir Skvača Jesenšek, Maja Sušnik, Katarina Vegal, Aleš Korjanc, dr. Marija Tadeja Ježek, Boris Ravbar, Tomaž Zabavnik, Lidija Božič. Besedo ima gospa Marija Kos, izvolite. Pozdravljeni. Pred nami je predlog zaključnega računa občine Kamnik za leto 2023. Pripravljen je v skladu z zakonodajo, predvsem 98. členom Zakona o javnih financah in ostalih predpisov, ki predpisujejo pripravo zaključnih računov za proračunske. Pred nami je predlog zaključnega računa občine Kamnik za leto 2023. Zaključni račun je pripravljen v skladu z zakonodajo. Občinska uprava je sledila realizaciji zastavljenih ciljev, ki so bili sprejeti s proračunom občine Kamnik za leto 2023 in pripravo rebalansov proračuna občine Kamnik za leto 2023. Odlok o proračunu občine Kamnik je bil sprejet na 21. redni seji občinskega sveta občine Kamnik 15. decembra 2021 in objavljen v uradnem listu številka 202/2021. V lanskem letu smo imeli 7 rebalansov, zaradi tega, ker so vmes bile tudi poplave in ostale stvari, je bilo treba urediti v skladu z zakonodajo, da smo lahko potem izvajali investicije in ukrepe. Realizirani prihodki proračuna so v letu 2023 znašali 42.471.552,27 evrov in so bili realizirani 95,8% od načrtovanih. V skupnih realiziranih prihodkih so predstavljali davčni prihodki 55%, nedavčni prihodki 11%, kapitalski prihodki 0,6%, prejete donacije 0,3%, transferni prihodki 32,2% in sprejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav 0,3%. Realizirani odhodki proračuna so v letu 2023 znašali 35.862.741,98 evra in so bili realizirani 76,9% v primerjavi z načrtovanimi. V strukturi odhodkov so predstavljali tekoči odhodki 42%, tekoči transferi 38%, investicijski odhodki 17% in investicijski transferi 2,4%. Stanje zadolženosti občine Kamnik na dan 31.12.2023 je znašalo 11.493.703,18 evrov in je bilo sestavljeno iz 3 kreditov. To je iz kredita za kohezijske projekte, ki je bilo stanje še 387,036 evra, kredita za nakup zemljišča v območju bivše smotnišnice 1.399.999 evrov in kredita za gradnjo osnovne šole Frana Albrehta v višini 9.706.666,64 evrov. Stanje sredstev konec leta je bilo za občino Kamnik 8.398.561 evrov. Sklad za financiranje investicij v osnovno šolo je imel 8.514.477 evrov, rezervni sklad za stanovanjsko področje 800 evrov, sklad za pokriti bazen 377.633 evrov, sklad za športne objekte 45.561 evrov, proračunska rezerva je znašala 38.911 evrov in sklad za delovanje svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov 18.679 evrov. V letu 2023 je občina Kamnik z namenom ločenega zbiranja sredstev za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o. za namen sofinanciranja izgradnje nove sedežnice Šimnovec na Veliki planini nakazala v sklad za dokapitalizacijo družbe 250.000 evrov in
Potem je občina Kamnik v letu 2023 nakazala družbi Velika planina d.o.o. sredstva za dokapitalizacijo družbe v višini 750 000 evrov. Stanje sklada je bilo konec leta 0. Zdaj mogoče še vrednost dolgoročnih finančnih naložb občine Kamnik na dan 31.12.2023 je znašalo 4 747 000 evrov in sicer smo imeli največ naložb v Veliki planini d.o.o. 3 431 000 evrov, potem v javnem podjetju Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik 1 216 000 evrov, v Termah Snovik 87 000 evrov, potem pa še manjše naložbe v nekaj delnic od Stola, 1296 evrov, zavarovalnica Triglav 138 evrov, podsklad Triglav zdravje in farmacija 8000 evrov in podsklad Triglav jugovzhodna Evropa 2159 evrov. Te manjše vrednosti dobimo od ljudi, pač, ki umrejo in smo zanje plačevali stroške, pa potem na zapuščinskih dobimo te deleže, ki jih še imajo. Med nepremičninami ima občina Kamnik knjižene infrastrukturne objekte, ceste, parkirišča, pokopališča, Mrliške Vežice, javne razsvetljave, vodovodne kanalizacije, vodovod, kanalizacije in objekte čistilne, zemljišča, kulturne in športne objekte, stanovanja, poslovne prostore in druge objekte ter nepremičnine v pridobivanju, ki so znašali na dan 31.12.2023 v skupni vrednosti 94 milijonov 590 tisoč 066 evrov. Potem sredstva v upravljanju, ki jih imamo v javnih zavodih, so na dan 31.12.2023 znašala 37 milijonov 463 tisoč 456,56 evrov. Toliko na kratko. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala lepa za besedo. Kljub obrazložitvam se mi poraja še nekaj vprašanj. In sicer pri postavki 4265 vzdrževanje gozdnih cest je bila realizacija nekje 20%. Če imam prav v spominu, gre tukaj za namenska sredstva, se ta sredstva mogoče prenesejo potem v letošnjo leto oziroma kaj se je zgodilo, mislim, da gre za nekih 160 000 evrov. Danes smo tudi že govorili glede ureditve Tunške pa Medvedove ceste, postavka 4617. Planirali smo 30 000 evrov za izdelavo dokumentacije, porabili smo 6 000 evrov, a je bila izdelava PZI-ja tukaj toliko cenejša oziroma ali nas še kakšne stroški čakajo v letošnjem letu. Potem imamo postavko 5270 vlaganja v kanalizacijske sisteme, investicijska obnova je bilo realiziranih 44%, se pravi nekje 20 000 od 40 000 planiranih. Čemu oziroma kako, da nismo porabili vsega. Predvsem pa pri postavki 5280 CČN planiranih je bilo za 1,6 milijona evrov investicij, porabljenih je bilo dobrih 10%, kako da se je zalomilo oziroma čemu ni bilo to realizirano in nas to čaka v letošnjem letu. Nekaj smo že govorili tudi o vodovodnih sistemih, tudi da je treba nekaj še realizirati, kako da se postavka ni porabila v celoti, porabljenih je bilo nekje 80%. Vezano tudi na vodovodne sisteme, postavka 6306, prevezava zasebnih vodovodov. Veliko smo že v preteklosti govorili o tem, letos je bilo porabljenih nekje 50% tega. Kakšna je tukaj zakonodaja, so vaščani primorani prevezati te zasebne vodovode in pa predvsem kakšen je odziv lokalnega okolja in koliko nas delati na tem področju še čaka. Postavka 4971, urejanje pokopališč, investicijsko vzdrževanje, porabljenih 30%. V preteklosti smo že dali tudi mi neke pobude za ureditev Mrliške Vežice in pa poti na Žalah v Kamniku.
kako da je bila realizacija zgolj 30%. In pa postavka 9.277, priprava dokumentacije in razvojne aktivnosti na področju predšolske vzgoje, je bila, če se ne motim, realizacija nič. Čemu to, no? Čemu je to izpadalo? Hvala. Hvala, besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Pri zaključnem računu oziroma pri prilogah mi je v oči padel en podatek, da je v lanskem letu občina Kamnik postala lastnik nepremičnin na Parmovi 21 v Kamniku. 192, se pravi številka parcele 192 v izmeri 116 kvadratov, pa parcele 1436/4 v izmeri 150 kvadratov, se pravi 266 kvadratov, namenjenih je bilo pa 76.888 evrov. Zdaj vsi poznamo verjetno kje, a pa vsaj starejši, če sem jaz med starejšimi, tam je bil Temen valček včasih, to je tista parcela. In zato smo dali 76.888 evrov. Ne. Za Cuzakovo domačijo sem zvedel iz medijev, pa tako, da se kupuje, in tam smo dali za 549 kvadratov 82.800 evrov. Prej sem pa že povedal, kako pa kaj za ta drugo. Zdaj, če smo v prejšnjem mandatu kupovali parcele, za katere so se vsi trudili jih kupiti in smo se dobesedno borili, imam pa občutek, da zdaj se pa kupuje nepremičnine, ki jih noben drug noče kupiti. Tako da bi prosil obrazložitev, kakšen je bil razlog tega nakupa in kaj ima občina v planu tukaj narediti. Hvala. Hvala. Zdaj preden dam besedo gospe Mariji Kos, glede teh nepremičnin, je tako, da je moje mnenje, pa tudi dobršnega dela občinske uprave, da se proba, če se le da, uveljavljati, kar se da, predkupnih pravic na področju mestnega jedra. Gre za to, da si nikakor ne želimo, da bi naše mestno jedro postalo tako, kot je mogoče že kakšno drugo. V smislu, da se tukaj, da te nepremičnine pokupijo pač nekateri, ki nimajo interesa tam v teh nepremičninah razvijati ali dejavnosti trgovskih, pač trgovincev v spodnjih prostorih ali pa, govorim konkretno na Šutni, ali pa dejansko, da bi tam na teh nepremičninah delali mesto tvorne stvari, ampak da bi se pač v teh nepremičninah naredila neka stanovanja in se jih za majhne najemnine oddajala. Tako da je tukaj strategija, da bi se kupili, kar se da, teh nepremičnic in konkretno te dve nepremičnine, ena na Parmovi, druga pa ena Cuzakova hiša, ena pa hiša Temenga valčka. Cuzakova je hiša, ki je na strateški lokaciji, kjer je izhod iz rovov pod Malim gradom, in tukaj na tej lokaciji se bo lahko naredil zasilen izhod iz teh rovov, ki je pogoj za to, da bomo sploh lahko rove kadarkoli uporabljali, da bo imel, se pravi, da bojo imeli zasilen izhod. In tam je bil tudi rojen Franc Pirc, ki je oče sadjarstva in pač ki je res en tak pomemben, izmed pomembnih Kamničanov, v katerem bomo postavili tudi spomenik na Propilejah. In sicer v tej hiši, torej Cuzakovi, bomo lahko enkrat v prihodnje naredili neko vstop v rove, nek muzej sadjarstva, muzej tudi gospoda Pirca in tako naprej, tako da ta je strateška pozicija izhodov. Ta druga hiša je pa hiša Temenga valčka, ki smo jo kupili s ciljem, da jo ne bi kupil nekdo in tam pač naselil nekatere nove občane, in sicer bo pa tam prostor za nove zelene površine, za nova parkirišča, ki jih pač v mestnem jedru vedno primanjkuje, in s tem bi si želel, da tudi dobimo podporo občinskega sveta, da bi nadaljevali, če bo kdaj priložnost tudi na Šutni, da dejansko te nepremičnine strateško kot občina odkupimo. Glede ostalih izpostavljenih zadev, dejstvo pa je, da če nepremičnine, če tisti, ki jih kupujejo, vejo, koliko imamo na voljo, se nam lahko zgodi, koliko se nam je dostikrat recimo že v preteklosti v Smodnišnici, ko smo imeli na postavki 300.000 evrov, potem so pa ponudili 303.000 evrov, ker so vedeli, da občina čez to ceno ne more iti in so zdaj postali lastniki dobršnega dela tam gor.
Hvala Bogu pa smo odkupili mi južen del in tam imamo zdaj možnost za razne vsebine, pa predvsem tudi infrastrukturo v Smodnišnici, ki je zdaj v lasti občine Kamnik, katero smo kupili v preteklem mandatu leta 2020. Kar se tiče ostalih stvari, zakaj, samo grobam, zakaj niso bile določene realizirane v celoti, zato ker pač vemo, lansko leto avgusta so nas zajele poplave in določeni projekti so se ustavili, niso se pa ustavili za skozi določene stvari, če konkretno gledamo za Tunško pa Medvedovo, načrti bodo narejeni letos in tudi plačani letos. Lansko leto so bili tistih 7.000 evrov, ostalo bo plačano in narejeno letos, kar se tiče ostalih stvari, pa mogoče še Marija Kos, izvolite besedo glede konkretnih vprašanj. Kar se tiče gozdnih cest, je bila delna realizacija v lanskem letu, kar pa ni bilo realizirano, se sredstva prenesejo oziroma so že v proračunu za letošnje leto. Vlaganje v investicije centralne čistilne naprave, mi smo par let zbirali sredstva za sanacijo oziroma investicijo v predelavo blata in bo v letošnjem letu verjetno investicija se začela, ali bo tudi zaključena, drugače bo pa v naslednjem letu in se bojo ta sredstva porabila v celoti. Kar se tiče vlaganja v kanalizacijske sisteme pa vodovode pa pokopališče, bi pa mogoče gospod Timotej povedal, ko malo bolj pozna to problematiko. Hvala. Hvala, besedo ima še gospod Timotej Štritov. Hvala še enkrat za besedo. Zdaj, kar se tiče postavke 5270, ki je bila omenjena, se pravi kanalizacija, je sigurno na realizacijo, pa aktivnosti so pač vplivale poplave, tako da verjamem, da v letošnjem letu vse, kar je bilo mogoče lansko leto, ne bom rekel zamujenega, ali pa mogoče, da je kakšna zadeva malo, da je bilo več aktivnosti, mogoče kakšno drugo področje, bo pa leto sigurno toliko več. Kar se pa tiče vaških vodov, je pa zaenkrat tako, pač zakonodaja nam še vedno dopušča, da kjer občina zagotavlja javnega omrežja, da pač se še vedno zadeve, se pravi oskrba s pitno vodo zagotavlja iz, se pravi vaških oziroma zasebnih vodovodov. Zdaj, kar se tiče prevzema, občina ni tukaj zavezana z nekim rokom, dokdaj moramo prevzeti. Zdaj, te pobude so zelo različne, bom rekel, občani nekako, kako bi rekel, pritiskajo na ta način tam, kjer so težave, se pravi tam, kjer ni težav, pobud za prevzem načeloma praviloma ni, ker je pač roko na srce verjetno velik faktor cena. Je pa zdaj s tem kar nekaj vprašanj, ker zdaj mogoče en tak vaški vodovod, kjer imamo malo več aktivnosti oziroma kjer tudi sami krajani najbolj nekako trenutno želijo, da se zadeva prevzame, je vodovod Rakitovec. Je pa zdaj s tem tako, marsikater vaški vodovod mogoče je želja ali pa bo želja, da se prevzame v javno upravljanje, zato ker mogoče nihče ne bo več želel se s tem ukvarjati, če tako rečem, ali pa prevzemati odgovornosti ali pa kakorkoli. Je pa tako, da ukolikor bo ali občina ali koncesionar ali kakorkoli prevzel vaški vodovod v javno upravljanje, če tako rečem, pač komunala, ki trenutno upravlja, bo pač prevzela vodovode takrat, ko bojo primerni, se pravi z dnem, ko bo komunala ali pa kdorkoli prevzel zadevo v upravljanje, s tistim dnem bo mogel zagotavljati, se pravi ustreznost, pritisk, vse te zadeve, ki so mogoče, bom rekel, majčkeno bolj tolerirajo, dokler so v zasebni lasti, pač pol tega ne bo. Je pa težava v tem, da recimo konkretno vodovod Rakitovec tukaj je, zaenkrat kaže, da je precej problematičen že sam dotok vode, se pravi tukaj je treba pač, zna se zgoditi, da zdaj ta trenutna postavka, ki jo imamo, se pravi prevezave oziroma prevezave vaških vodovodov je relativno nizka. Tukaj se zna zgoditi, da ko bomo mi želeli prevzeti vodovod v javno upravljanje, da bo pred tem treba kar velika sredstva nameniti, se pravi, ker tukaj gre za ureditev zajetja, ureditev vodohrama, mogoče kakšno črpališče, pa tudi cel sistem, ker se pravi, večinoma pobude prihajajo takrat, ko so ko so sistemi relativno dotrajani, kar pomeni, da jih ne bomo prevzeli z majhnimi stroški, kar posledično lahko pomeni, da se bo dvignila tudi omrežnina, ker mi bomo recimo investirali v nek sistem relativno veliko denarja, pridobili pa relativno malo novih uporabnikov.
Tako da v zvezi s tem bo kar nekaj takih težav oziroma kar nekaj vprašanj za razrešiti. No. Tako da je zadeva relativno zahtevna, no, ni tako enostavna. Tako da se pravim, zaenkrat je ta Rakitovec en tak podvod, ki je želja že, mislim, da je ni saj ne 2 leti, recimo dokaj intenzivno, da se prevzame, tako da zdaj nekako ugotavljamo, kakšen bi bil najbolj optimalen način, da se zadeva s čim manjšimi stroški spravi v neko stanje, da se pravi, ko ga bo upravljavec prevzel, da bo s tistim dnem lahko zagotavljal in pritisk in ustrezno kvaliteto. Ne. Toliko nekako. Hvala. Okay. Hvala. Še kdo? Besedo ima Aleš Lipičnik. Najlepša hvala. Zdaj iz tega odgovora je bilo zelo lepo razvidno, o čem sem prej govoril, še z ene druge plati. Se pravi, zanimajo nas v prvi vrsti pa eni javni storitvi, kot je vodovod. Nas zanima ekonomska računica upravljavca in to pa eni taki storitvi, kot je oskrba z vodo. Jaz mislim, da je kolega, ki vam je pojasnil stvari in njihovo stališče, pojasnil tudi vse ostalo, kar bi morali vedeti o oskrbi z vodo pri nas. Hvala. Hvala. Beseda ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Se opravičujem vsem skupaj, se toliko oglašam. Vem, da je bila seja krajša, če se ne bi. Žalosti me v bistvu, da smo šele zdaj prišli do tega, da so možnosti, da občinska uprava pa župan so zavzemajo, zato pa ugotavljajo, da strateške nepremičnine se kupuje, uveljavlja predkupno pravico. Ker če bi to počeli že v prejšnjem mandatu, sploh pa še kakšnega prej, danes ne bi imeli izzivov a pa problemov v Smodnišnici, kakršne imamo. Ker ko sem začel v začetku prejšnjega mandata, zakaj ne uveljavljamo v Smodnišnici, je bil pogost odgovor, ni v planu, ni v načrtu in tako naprej. Tukaj vidimo, da se da, ker se neki kup in po mojem mnenju tudi preplača, samo zato, da nakupim drug, pa nasel noter, ne vem koga. No. Jaz upam, da se take stvari v prihodnje ne bojo dogajale samo zaradi tega, da ne bo en drug kupil in da se stvari ne bojo preplačevale. Ker tole, ta podatek tlele, pa slika, ki jo pogledam, ki je javno dostopna, ki si vsi lahko pogledate, kaj smo kupili, tudi če primerjam s nakupom na Duplici, so 3 zelo različne hiše, pa nažalost poceni seka ven tista, ki najslab izgleda. Tako da, hvala. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet Občine Kamnik sprejme zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2023. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 19 svetnic in svetnikov, proti 1. Ugotavljam, da je sklep sprejet, s tem pa tudi zadnja točka in pa današnja seja. Hvala za konstruktivne razprave, sodelovanje in pa lep preostanek dneva.